Andreja Džani, Veselin Vujović, Nik Zupančič. Verjetno poznate vse tri, ni treba posebej predstavljati. So tri aktivni selektori, ki so ekstremno zaznamovali slovenski ekipni šport v zadnjih 2 letih, recimo. Kaj imate skupnega? Ja, zdaj, v prvi vrsti hvala, ko me sploh primerjate z tako velikimi imeni. Onedva sta bila velika igralca, pa to tudi sam nisem imel slabe kariere, ampak onedva sta res dosegla vse, kar se dosež da v svojih športih. Jaz mislim, da skupno pa je, če se trenerstva dotaknem, je pa to, da neka ljubezen do tega športa in to onedva izražata v svojih disciplinah in to mislim, da prenašata uspešno na svoje igralce. V mojem primeru pa isto. Jaz imam zelo rad ta šport, rad bil, da bi se bolj razvil, pa to tudi vesel sem, da sem prišel v to regijo, kjer šport ni toliko razvit, naš hokej na ledu, zaradi pač dejavnikov, ki so nam znani. In jaz mislim, da to je ena skupna točka, ta želja in to iskra v očeh vseh teh, ki pač jih ne poznam osebno, žal, zelo rad, tudi tega je premalo med nami trenerji, ampak ta ljubezen do športa, mislim, da je to skupna točka vsem. Mislim, da nam manjka samo v Novem mestu, manjka še kje druge po državi. Jaz sem v športu, lahko rečem, od svojih mladih nog, pa rečemo temu, rečemo 40 let, pa ni bila narejena ena dvorana, tako da vem, da so bili neki dogovori v sklopu velodroma, da bi se tam mogoče postavila zdaj projekt nekako zamišljen tudi v Grosuplju. Jaz upam, da bom za časa svojega, ne bom rekel življenja, pač svojega aktivnega delovanja v hokeju doživel tudi to, da bo kakšna dvorana postavljena, ker je pa res, da kljub temu, da smo majhni, pokrivamo mogoče dobro polovico države. Ko ste razlagali, odkot uspeh v Minsku, približno tako, če sem prav razumel, velik del je pomenila kvaliteta igralcev, velik del pa moštveni duh. Kako? Prvo, kar bi jaz postavil tukaj, pa najbrž je tle spet neka paralela bo tudi s podjetjem. Če igralci ne verjamejo v to, da imajo kvaliteto, pol ne bo tega uspeha, oziroma ne bojo dali tistega, kar imajo oni v sebi. In v to jih pač jaz probam prepričati, jaz verjamem, da tudi drugi selektori tako delajo, ampak jaz mislim, da je bilo to največja naša moč, da so verjeli, oziroma se zavedati tistega, kar imajo. Oni imajo kvaliteto, definitivno. Samo včasih je bilo videti, da mogoče ali malo strahom pristopijo k takim velikim tekmovanjem. Zdaj pa jaz delam veliko na tem kot trener, da to spodbujam, da to trening ni problem odvoditi. Trening, ko narišeš, gremo levo, desno, fantje, to delajo, to so roboti. Ampak ta kognitivne sposobnosti, predvidevanje, to pa pol dela tisto razliko in te fantje, ki igrajo za reprezentanco, imajo to, plus ta ekipni duh, ki se pa mogoče v našem športu še malo bolj izraza, ker je že narava športa taka, da tle se 100-kilski deci zaletavajo med sabo. Zgleda to še malo bolj borben, kot so ostali športi, in je to mogoče tudi čar, da je ta šport tudi zelo prijazen. Kako motivirate ekipo? Kako ta, recimo, minimalni strah preženete? Ja, moram reči, da te fantje zdaj rastejo iz leta v leto. Te vodilni ali pa gro ekipe igrajo večinoma žal, morajo igrati v tujini, oziroma na srečo igrajo v tujini v dobrih klubih in tam si pridobivajo te izkušnje in rastejo. Oni so vajeni tudi velikih tekem. Ampak vsak tak velik tekmovanje pa naša nekaj novo in to jaz kot moj način dela, govorim čisto zase, pač vedno najdem neko zgodbo, ki mi jo probam prodati. Ali je to, na kratko, če opišem, lanske v Katovicah sem si izbral za motivacijo Mount Everest, najvišja gora na svetu. Okoli tega zgradil pač neko zgodbo, sploh je povedal najprej, koliko je visok, kdo je bil prvi gor, pa potegnil sporednice z našo ekipo, ne samo z ekipo kot ekipo, ampak recimo za prijeti gor rabiš ti 60 dni. Da prideš od doma, pa da prideš na vrh Mount Everest. Zato rabiš zdravnike, mi imamo najboljše zdravnike, sem rekel. Rabimo šerpe, mi imamo ekonome, ali kakorkoli rečemo, majstri, mi pravimo.
ki pomagajo Bruslju, vsako opremo, to imamo najboljše na svetovnem prvenstvu. To se pravi, vse vodjo ekipe imamo najboljše, kar je možno. Igralce imamo take, da jih ni. In vse tam speleš, da pa priješ na Mount Everest, rabiš 4 taborice in vrh. Mi smo imeli takrat 5 tekem, to se pravi, matematika je čisto enostavna. En tabor, drug tabor, 3 tabor, sicer tam smo se pred zadnjim taborom malo zaplezali, ampak smo mogli pol v alpskem stilu pač 2 tabore naenkrat in smo se postavili gor. Zdaj pa, če se navežem na ta Minsk, sem pa pol to zgodbo peljal naprej, ne? Glede na to, da v Katovicah smo se veselili na vrhu Mount Everesta, ne? Pa rečemo, da smo se malo poveselili, pa nisem zagovornik alkohola, ampak da smo eno gajbo gor pustili, prazno, ne? Ker je ta tekmovanje bil še bolj pomemben in je zdaj ta Mount Everest za ono gajbo višji. To se pravi, treba še na ono gajbo gor. Stopati, ampak treba še enkrat gorjati, pa malo hitrejš, vse skupaj po glavnem. Probam na te zgodbe, oziroma že prej, tudi ko sem bil pomočnik, sem se zelo veliko ukvarjal s tem, kako motivirati in iskal ideje in tudi, ne vem, mogoče sem danes dobil kakšno idejo, ki bom uporabil naslednji. Mislim, kdo drug tudi dela podobne prijeme? Ne vem točno, to sem že prej omenil, jaz bi rad, da je več komunikacije med trenerji različnih športov, ne, ampak do tega enostavno ne pride. Mogoče smo tudi mi sami, nismo dosti samo iniciativni, oziroma da sprožimo tega. Zelo zanimivo bi bilo vedeti, kako drug šport, nimam tega podatka, bi me zelo zanimalo. Ampak jaz nekako imam te prijeme, pa zaenkrat moram reči, da fantje to dobro sprejemajo in so ste najbrž gledali zadnje tekme v Minsku, pač dajo res zadnje tome moči na ledu. A vi tudi vidite že pred začetkom, že zjutraj? To je rekel Vujović, že zjutraj videl, da ne bodo zmagali. Ne, mislim, da ne, ker mogoče moja prednost pred tem dvema selektorjema, ki ste omenili, da sem jaz domačin. In jaz poznam karakter teh igralcev, poznam, ki so bili še čisto majhni, z enimi sem igral, pa imam kljub temu veliko mero spoštovanja en do drugega. Tako da mogoče v temu prednost in jaz ne moremo, mislim, en zgleda lahko zjutraj na zasavanju katastrofa, ampak on pač, to je njegova comfort zone, v temu se dobro počuti. Na tekmi bo to čist druga pesem. Tako da je pa, ne moš vedeti, da zmago izgubil, to ne moš mi povedati. Jaz mislim, da ne. Lahko pa vidiš, a je energija ali ni. V ekipi, to se pa čuti. In če vidite, da je ni, kaj se da narediti 3 ure pred tekmo? Ja, zdaj, mislim, tle moraš pa hitro dost reagirati. Ne. Zdaj, jaz sem malokrat v trenerski karieri prišel do točke, da sem res povzdignil glas, ampak res povzdignil, ne tisti malo. Da gre vse v luft. Ampak tudi to je včasih treba. Treba je obrniti. Mogoče to treba na sami tekmi zapeljati tako, da se nekaj obrne. Lahko je treba narediti, ne vem, kot trener narediš provokacijo s sodnikom. Igralce rečejo, da to ne smejo delati, nikakor ne. Ampak kot trener mogoče je to tisti moment, ko bo tekmo okoli obrnil. Pač probaš vse narediti, kar se pač da. Ne. Če si pa pasiven, pa verjetno ne bo. Pomembno je to. A je to občutek, da si na vrhu tako velikega tekmovanja, je to nekaj, kar ostane? Ja. In se potem na tem da graditi? To je k mišice, ki si zapomnijo. Enkrat začneš trenirati, mišice zapomnijo isto, ko začneš enkrat zmagovati, ko dobiš tisto, dobro rečemo temu, zmagovalno mentaliteto, ko enkrat nekaj zmagaš. Pol hočeš spet zmagati, ampak ko si enkrat do tega prišel, točno poznaš počutke, pa točno veš, kaj moraš narediti za tisto, da boš zmagal. In to se je recimo zgodilo zdaj v Minsku. Prvič, ko smo to v Ojensu dosegli, da smo se uvrstili na olimpijado v Soči, takrat nismo niti točno vedeli, pa fanti niso vedeli, kaj pomeni olimpijada. In zdaj, ko so večina teh fantov, ki so bili tudi na zdajšnjih kvalifikacijah v Minsku doživeli, so hoteli spet to doživeti. In oni so točno imeli cilj pred sabo, seveda trenerji vse smo še enkrat predstavili in oni so hoteli to na vsak način ponoviti. In ko je tista želja prisotna, ko enkrat začne ekipa dihati skup,
pa se pa lahko vse zgodi in se je tudi zgodilo. Ko je eden od naših igralcev, Kranjc, poškodovan in moral zapustiti tekmo, je bilo kri na igrišču in tako. In to je ekipo dvignilo. Pred 2 letoma smo videli nasproten učinek, ko je bil v nogometu Novaković na tisti slavni tekmi proti Švici poškodovan, je ekipa padla. Zakaj so se hokejisti dvignili, ne pa padli? Ja, zdaj, kaj se v Švici dogaja, to bom težko komentiral. Pri nas, kot sem že prej rekel, narava športa je taka, tudi po televiziji, tako sem govoril, ali pa rečemo temu ženski del občinstva, najbrž grozen, se vidi. Ampak tudi to se dogaja, pač v našem športu dobiš tak udarc, poškodba ni tako nedolžna bila. Ampak ko zgubiš enega člana ekipe, pač je treba še za njega delati. In takrat je treba prevzeti vloge, malo premešati branilske pare in spet vsak dobi novo vlogo, ki jo mora takoj sprejeti. Tam ni časa. Ampak tudi poleg je bila ta prekinitev malo daljša, se v sami garderobi med fanti, ne da bi jaz pa trenerski štab, ki je rekel, se je že slišal, dajmo za Aleša še tiste ekstra, pa on je rekel, dajmo to. Tako da tam se pol ekipa skupaj vzela tudi pač na posledico tazga neljubega dogodka. Kako je povezano s strahom, odsotnostjo strahu? Ne, mislim, da ne. Mislim, da je takrat adrenalin tako visok, da je fokus tako močen, da redko kdaj te lahko pač iz terence vrže. Je pa treba vse skupaj to pač malo z naše strani trenerske nadzirati. Da to ne gre v naravnost. Glede, rekli ste, za naslednje svetovno prvenstvo boste morali več delati na psihologiji, se morda prav povzel. Ja, mogoče nisem glih tako mislil. Oziroma, jaz probam tiste stvari, ki sem že prej omenil. Probam te reprezentanci dati nekaj, kar mislim, da jim je manjka. Ta predvidevanje, teži dvigovati ni težko. Mislim, težko jih je dvigovati, ampak ni težko, da ne tega treninga. Ne napišeš, koliko jih mora dvigati in oni dvigni. Kako pa bereš igro, kako predvidevaš situacije. Ne? To pa pač z eno dobro pripravo, video analizo, da dobro prebereš nasprotnika. Meni kot trenerja izredno veseli po tekmi, pa mogoče tudi ni bila rezultatsko uspešna, ampak da smo v večini prebrali nasprotnika, kaj dela in da so igralci to izvedli. Ampak oni začnejo to, kar jim ti pokažeš, pol izvajati na ledu, pa vidijo, da deluje, pol začnejo to verjeti in takrat pol vlak gre in ga ne moš več ostati. Vi ste tudi trener hokejskega kluba Jesenice. Je razlika pri motivaciji v klubu ali pa v reprezentanci? Ja, moram reči, da je razlika v delu. Je razlika v delu, ker reprezentanca pač se dobimo za tisti 3-4 na leto, akcije so kratke, intenzivne, pa tudi moram reči, da nivo igralcev je višji. Nivo igralcev je višji in porabiš manj časa za določene detalje. Tukaj pri klubu se je pa treba več časa vzeti, igralca tretirati, pa malo tudi spoznati, enega drugače, enega tako, enega lahko izpostaviš pred celim kolektivom, pa bo v redu nadaljeval naprej, enega če pred celim kolektivom izpostavil, se bo sesul. Ampak do tega moraš pač pridati in saj jaz sem tak, da pač tudi to upoštevam in različne igralce na različne načine obravnavam. Ne vem, v Rusiji je to vsi so isti. Zapornaja komanda. Ja, to je to. Kako blizu ste lahko igralcev? Je mogoče kdaj preveč blizu? Ja, lahko je preveč blizu. Jaz si tega pač ne pustim, da pridem preveč blizu, pa ne, da bi zdaj držal distanco. Jaz sem tazga mnenja, tisti trener, ki drži preveliko distanco, ali ne zaupa v tisto, kar dela, ali pa nima pojma. Oziroma, da ga bojo prebrali prej in si tako distanco naredi, da ga ja nekaj še vprašal. Jaz rad komuniciram z igralci, rad sem z njimi v stiku, ampak ko so pa stvari resne, pa oni vejo, da so resni in da se govori, takrat pa oni imajo tisto spoštovanje in to dela tisto, kar ima. Igrali ste v tujih klubih s pestro mednarodno zasedbo. Kako pa je tam, kako pač pridejo igralci iz različnih koncev sveta, iz različnih kultur, iz različnih, navad, skupaj in to je treba v kratkem času pognati kot tim. Ja, ampak treba je, spet govorim iz lastnih izkušnji, kako jaz delam, oziroma sem se učil na dobrih primerih. En trener ekipe Feldkeha, ko smo zmagali Evropsko ligo, je bil Ralf Krüger, ki je prišel
potem 11 let švicarsko reprezentanco treneril v NHL-u Edmonton Oilersu. On ima strašno sposobnost ukomponirati grupo ljudi skupaj. Ampak zato moraš pa narediti malo raziskave, malo researcha mora biti in jaz rad to delam. Tudi sam, ko sem prišel, ko sem bil povabljen, sem malo pogledal, kaj je to forum. Da ne bom jaz sem prišel, pa sploh zakaj se gre. Da vem že vnaprej, kaj, ne vem, Belorusija, jaz moram vedeti, koliko je velika, koliko ima prebivalcev, kdo je predsednik. Take stvari. Lažje potem pač spoznaš v narekovajih sovražnika, ne, in ga posledično potem lažje tudi nekako premagaš. Kaj potrebuje slovenski hokej? Mora biti dvorana v Novem mestu. Še ena dvorana v Kopru. Ja, mislim, kolikor obračamo finance, so tisti del, ki sigurno pomagajo. Zdaj, jaz upam, da tudi s tem uspehom, ki je, da se bojo mogoče kakšne stvari, predvsem pa rabimo klube v boljši kondiciji. Zdaj so na klubski ravni, smo v slabi kondiciji, govorim finančno. Fantje večinoma, ki sem omenil, igrajo od zunaj in dobro, da je tako, da igrajo od zunaj, da imajo kje igrati, napredovati, ampak bojim se za tisto, kar prihaja do zadaj, ker če se vrnem v svoje igralske čase, jaz sem imel svoj fokus, da bom igral v prvi ekipi Olimpije, nekdo na Jesenicah imel željo. Prva stvar, ki je bila, da bo nekoč zaigral za prvo ekipo Jesenic, zdaj pa tega ni. In fantje potem pri 16 že začnejo odhajati ven, kar je pa v večini primerov narobe, ker grejo v sredine, kjer jih ne moreš kontrolirati, ne veš, kam grejo, v večini časa dobijo dosti igranega časa in potem posledično ne dobiš več baze. Tako da, ja, vse te stvari, ki smo našteli, infrastruktura, jaz mislim, da trenerskega kadra imamo dosti, seveda bi ga bilo pa dobro imeti še več. Ampak prve stvari so pa te, da moramo urediti nivo članskega hokeja. Bi koristilo, če bi imela Olimpija klub kot je Medveščak, se pravi v ruski ligi KHL? Ne, to je iluzija. To nima nobenega smisla. Tudi Medveščak sam, se je lepo gledati, jaz sam sem tudi šel v Zagreb in parkrat gledal tekme, hokej na zelo visokem nivoju, sam ne vidim nobenega smisla v tem, da imaš ekipo samih tujcev, nobenega Hrvata. Mislim, kaj to pomeni za hrvaški hokej? Smiselno bi bilo, da bi imel vsak let dodal 23-letnike noter, da bi se to nekako razvijalo, da bi bilo to liga, drugače pa ne vidim, to je metanje denarja skozi oko. Omenili ste Grosuplje, tam se načrtuje nov nacionalni hokejski center, nekako po vzoru nogometnega centra Brdo. Kako lahko to pomaga slovenskemu hokeju? Ja, sigurno. Že samo, da se premaknemo bolj proti tej regiji, bi bilo že super. S tem bi pridobili tudi, ker dvorane zdaj tistih 7, ki jih imamo, so tako zasedene, da ne dobiš mesta. Tudi mladi, ki potrebujejo trening, nimajo te možnosti, ker pač ur ni, enostavno jih ni. Tudi več kot toliko mladih ne moramo servisirati in ne moramo povečati baze. S tem bi sigurno ta lokalno okolje vstopili in se, kot sem prej rekel, veliko je najbrž na Dolenjskem otrok, ki bi mogoče se odločili za hokej, zdaj pa najbrž ga noben ne bo pelil 100 km v eno smer, zato da bo treniral hokej. Mislim, to je težko pričakovati od staršev. Mogoče še kakšno vprašanje, preden zaključimo. Ja, prosim. Boštjan Grobler, najprej čestitke za ponovno uvrstitev. Zdaj sam ste rekel, da so to stopilski deci, ki se tam na igrišču borijo, potem pa vidimo intervjuje, kako vsi planejo v jok. Da se pravi, gre za res močen čustven naboj. Sam ste rekel, da je ta motivacija tista, ki je zelo pomembna. Pa me zanima, glede na to, da seveda kot vodja te ekipe imate to možnost, da lahko celo ekipo naenkrat zamenjate, naredite letečo menjavo in cel napad zamenjate, kar gospodarstvo ni čisto tako. Ampak vse me zanima, kaj so tiste ključne kompetence, recimo tiste ekipe v danem trenutku, ko vi naredite menjavo, kaj pričakujete od tiste menjave, kaj jim poveste, kako, če ekipi, ki je prej vodila igro,
ni naredila rezultata, ko si ga želite. Kaj zahtevate od njih? To so te momenti, ampak to je jaz kot trener strašno uživam v tem delu posla. V tem delu. Tako tekmo, ki je bila v Minsku proti Belorusiji, jaz bi to vsak dan vodil. To je kot droga. Pa tudi moramo vedeti, da to bi en penal razlike. En penal v eno smer, en penal v drugo smer. Tudi če bi šlo v njihovo korist, je to taka izkušnja, pa tak, ne vem, adrenalin, težko se to opiše nekomu, ki tega ne drži. Ker to je toliko dela, ampak če odgovorim direktno vprašanje, pa nas so naloge dosti razdeljene. Ne, tako. Probaš kot trener držati pač ritem 4 petork, ampak sigurno se tudi te petorke med sabo razlikujejo. In če so imeli slabo menjavo, recimo, potem pač daš naslednjim nek signal, da zdaj treba paziti, ker pač nasprotnik je nekako na letu, treba je odgovoren, defenzivno malo bolj odigrati, ne? In če se to sprovede, se spet ustvari neka ravnovesje in pa gremo od tam naprej. Ampak moraš imeti pa pač tudi igralci, ki so sposobni to narediti. Lahko pa pač nekako si lahko pomagaš tudi s timeoutom, z kakorkoli, ampak pri teh menjavah gre to zelo hitro in to je tisti čar, ker moraš v danih situacijah zelo hitro odreagirati in tam mogoče se dela tudi razlika na sami tekmi. Kompetence samega igralca, recimo, kaj je tista ključna, da zahteva to takih trenutkih? Ja, zdaj, odvisen, v kateri fazi tekme smo. Ne? Zdaj, če smo v vodstvu, zdaj, recimo na semaforju 3 minute do konca, vodimo mi za en gol, zdaj gola mi več ne rabimo. Oni morajo pa kar riskirati. Ampak zdaj, če se bomo mi odprli, ne, smo dali možnost njim, da nekaj dosežejo. Če mi čakamo svojo priložnost, pa če smo odgovorni, se v bistvu skoraj nič ne more zgoditi, razen neka smešna, da se odbije ali nekaj tazga. To je pač, ampak vsak, ki gor stopimo, pač določeno vlogo. Ne. Centralni igralci to, krila imajo in oni vejo že prej, kaj treba delati na sami ledeni ploskvi, ti samo pač opozarjaš na določene stvari. Če nasprotnik spremeni način igre, ne, je treba to takoj povedati, ne, ker če te bo enkrat ujel, je lahko to rezultat na semaforju takoj se spremeni. Tako da branje tudi z moje strani ali pa z strani mojega štaba, ki moram reči, da je zelo mehen napram stanju reprezentancem, če gre verjeti informacijam, recimo v Belorusi so delali na tem projektu z 18 trenerji. Jaz sem bil pa 2. Enega za golmane, pa enega pomočnika, ki je delal še video analizo zraven, ki je bil že ta 3 dan že zelen, ki ni nič spal. Ampak prišli smo pa do istega rezultata. Tako da matematika pa logika v teh primerih nekako odpove. Vprašanje tam napred zadnji vrsti, ja? Prvi glas. To me zanima, kako pri nas v podjetjih rečemo, ne? Ja. Vi ste bili samo 3, jaz ste prav direktor, pa 2 pomočnika, ja. Pri nas je pa, rečemo, 5 pomočnikov direktorja, ki se večkrat tudi kolena pod noge mečemo, ne? Oziroma, ja, kako vam to uspeva, da pri 22 letih fantih, seveda mladi so, ne, moški so, da se tako podijo, zato, ker to je ena dobesedna vojna. Ampak mi v podjetjih še ne vemo, da so tudi v Sloveniji konkuriramo, je tudi ena vrsta vojna. Kako vam to uspe, da jih to zmotivirate? A je to avtokratski način? Ste vi ene vrste general v tej vojni? Ali ste demokrat? Ali mešanica in kdaj ta mešanica? Mogoče malo mešanice sam, ko pride do odločitev, je samo en šef. Tako, aha. Yes. Zato v Sloveniji drugače ne gre. Drugače ne bo šlo. Mislim, pri nas to ne gre. Če tiskaj jaz rečem, to mora tako biti, ker jaz tudi na koncu dogovarjam. Za posled. Pa ne smemo tako delati. Ja, to ne vem, nimam tega pogleda v podjetju, ampak jaz zagovarjam to, da je stvar komunikacije tudi z igralci. Jaz sem recimo pred zadnjo tekmo tudi Anžeta Kopitarja poklical za določen segment igre z igralcem več, ker so ga imeli oni zelo dobro naštudiranega in se hotel njegovo mnenje. Glede na to, da pač smo toliko pa toliko izkušen na najvišjem nivoju in to, in smo prišli do skupnih zaključkov. Ampak tam se je pač naša
komunikacija nehala, kar sem pol jaz na tekmi povedal, tako je, ampak zanimivo je pa to, da nek igralec tipa Željko Pitar, ki ga jaz cenim nenormalno in je tudi za mojih očeh med 5 najboljših na svetu, z njemu imam jaz najmanj problem. Njemu rečem 5 levo, on gre levo, rečem desno, on desno. Mislim, ampak vse tako, ki ni sploh sporno. Uspešen absolutizem, se pravi, da zmagujete in ste uspešni. Se pravi, nimate kakšnih pozakonskih aktov, pa tako. Ne. Pri nas se zelo hitro sprejemajo odločitve po tekočem traku. Še kakšno vprašanje, prosim? Če ni več, gospod Zupančič, hvala lepa, da ste bili z nami.